Haleluja. Govorimo o času z Bogom. A imaš sestank z Bogom? A imaš zmenk z Bogom? A imaš čas, ki si vzameš čas za njega? Ker če imaš veliko časa, to niti ni pomembno, ker boš non-stop se z Bogom družil. Ampak če si človek, ki imaš veliko stvari in si ful zaposlen, pa ne zamudi, daj si vkalkuliril svoj urnik točno določen čas. Kdaj, koliko molt, kako molt, smo si pogledali, vznesi čas, ki te odgovarja, bo to dolgo, ker imaš odnos z Bogom. In daj not slavljene besedo in poslušaj Boga. In zdaj par nasvetov glede molitve. V molitvi ne jamrati, to ni molitev. Se pravi, pojdi en nivo višji in iz jamranja se rajš dvigan in začni govoriti Božjo besedo. Drugič, ne moliti sam eno vrsto molitve in pol prideš v en ritual, ki je samo ena zunanja forma, v kateri ni Božje prisotnosti, ni odnosa z Bogom. Zato bod pač človek, ki lahko moli več različnih vrst molitve. In pač imamo molitev zastopništva, ki za nekoga molimo. Imamo molitev zahvaljevanja, molitev, ki slavimo Boga, molitev, ki se mu zahvaljujemo. Pa imamo molitev prošnje, ki nekaj zahtevamo v imenu Jevsa, ki zapovedujemo eno stvar in se nam zgodi. Pa imamo molitev vere, ki po veri vidimo stvar in jo prirekujemo v obstoj in začnemo graditi v duhu. To so različne vrste molitve. Recimo jaz, ko sem bil na šoli Božjih služabnikov, prvo uro smo mogli moliti. Zjutraj smo imeli najprej uro molitve in v tem času nisi smel sedeti na stolu, ampak si mogel hoditi pa moliti. Zakaj? Ker če ne bi hitro otavil nekam in bi zaspal v svojem umu. Tako da včasih je dobro, da hodiš okoli, moliš in tako naprej. Drugič, mol na glas. Zakaj? Ker tvoji misli te poslušajo in ti sledijo in boš v enotnosti. Ko moliš samo v umu, pač ne boš toliko usmerjen. In tudi Bog, on govori stvari v obstoj. Dobar je, recimo, če moliš, da včasih, če rabiš motivacijo, si daj še kakšno slavljenje zraven. Ali pa sam vstopiš v slavljenje. Potem naprej, lahko moliš v novih jezikih. In tako lahko zastopaš za sebe, za svojo družino, za službo in za druge. Molitev v jezikih je izredno dobra stvar. In recimo, če greš v prošnje in zahvale, vedno začni in končaj slavljenje. In kaj je še dobro v molitvi delati, je čez dan meditiri Božjo besedo. Se pravi, razmišljaj o Božji besedi. Prežvekuj Božjo besedo v svojih mislih. In kaj se ti bo zgodilo? Postala bo meso v tvojem življenju. Se pravi, molitev je res pomemben del tvojega življenja in to ti bo pomagalo, da ne boš živel razuzdano, govoril neumnosti, preklinil in tako naprej. Ker Jezus je rekel, molite, da ne padete v skušnjavo. Se pravi, molitev te drži, da si duhovno močen. Haleluja. Bodite blagoslovljeni, ko imate sestanek z Bogom, se z njim družite v molitvi. Haleluja.